Dragi otroci, lepo pozdravljeni! Danes bomo prebrala pravljico z naslovom Kuža Bobi. Marko in kuža Bobi sta se nekega dne igrala v parku. Lovila sta se in se smejala tako glasno, da sploh nista opazila, gulp, majhnega, drobcenega rumenega ptička. Bobi je zacvilil. Ojoj, kar požrl sem ga. Pogoltnil sem majcenega nedolžnega ptička. Marko ga je skušal potolažiti, a Bobi do zdaj pač ni požrl še nobenega ptička, zato je obupano cvilil, lajal in zavijal. Naenkrat je čudno zakrulilo v Bobijevem trebuhu. Bobi, ptiček je še živ! Se je oddahnil Marko. Zaslišal se je visok, nežen glasek. Janček sem, denarček Janček, in skril sem se tu notri v trebuhu. Potem je bilo spet vse tiho. Bobi, po pomoč morava, je sklenil Marko. Marko in Bobi sta sklicala svoje prijatelje. Zajčka Darka, muco Mico in čuka Oskarja. Najprej je muca Mica natresla poper na Bobijev smrček. Kuža je na vso moč kihnil. Kar prekucnilo ga je na hrbet, a zgodilo se ni nič. Nato je na njegov trebuh skočil zajček Darko. Poskakoval je po njem, a brez uspeha. Le Bobiju je postalo slabo. Potem ga je na vso moč stresel čuk Oskar. Sem in tja, gor in dol, nič ni pomagalo. Nesrečnemu kužku pa se je zdaj še vrtelo v glavi. Prosim, pomagajte mojemu Bobiju, je obupano zajokal Marko. Takrat so zaslišali glasen klic. Janček! Je zadonelo. Je prestrašeno čivknil Janček. Si res ti? Bolje zate, sin, da se takoj prikažeš, se je jezila mama Kanarčica. Bobija je nežno žgečkalo v trebuhu, ko je Kanarček Janček lezel iz skrivališča. Oprosti, mami, ampak veš, jaz res nočem pospraviti svoje sobe. Če je pa tako, potem pa pospravi Bobijevo sobo. In zato zdaj Kanarček Janček raje brez besed vsak dan pridno pospravi kar svojo sobo.